Opa, stari, to je pa kar... Mislim, a si že videl to, kakšno avtomobilu? Jaz še ne. En lep pozdrav z Danske in iz tega džumbusa, ki mu pravimo testiranje 78 avtomobilov v sklopu izbora Evropski avto leta. V tem trenutku sem na letališki pisti, daleč za mano, a se je slišal, se izvaja znameniti losov test. No, tale video, tale vlog pa snemam zato, ker bi ti rad pokazal en avto, ki je med vsemi, mislim, se tega je bilo res veliko, ampak še posebej ujel moje oko, tudi zato, ker imajo z njim velike načrte v Sloveniji. Gre za Forda Explorerja. Če si zdaj malo hecen pogledal, ja, pod Ford Explorer se je ponovadi človeku narisala druga slika v glavi, ampak to je avto, ki prihaja na slovenski trg pod tem imenom. Gre za razmeroma zanimiv izdelek. Na nek način ga v grobi, ampak res grobi osnovi že dobro poznamo. Veš, Fordov Explorer si osnovo deli s Volkswagenovim ID.4. Zdaj sem ti seveda tudi že povedal, da gre za električen avto. Predvsem pa, a ti veš, da se je v povezavi s tem avtomobilom v Sloveniji zgodilo nekaj, kar se zares ne zgodi pogosto. Ford je Slovenijo zbral za prizorišče mednarodne predstavitve tega avtomobila. Kar pomeni, da smo si Slovenci pa Ford že v osnovi kar nekako naklonjeni ali pa, dajmo reči, usojeni. Samo en kratek intermezzo. Na to predstavitev jaz takrat nisem mogel iti, bil je pa tam brt atmosferc seba, tako da en kratek utrink, pa se pa vrnemo na Dansko. Na prste ene roke bi po mojem lahko preštel, koliko mednarodnih predstavitev avtomobilov je bilo v Sloveniji. Welcome everyone and good afternoon. Thank you all for joining us. I'm really privileged and honored and humbled to be here to introduce you to this incredible vehicle. Explorer je dolg približno 4,5 metra. Gre torej za družinski električni avtomobil. Zdaj, ko pri pogonu oziroma kapaciteti baterije je ene par možnosti. Ne bomo šli pregloboko. V osnovi se vse skupaj začne s kapaciteto baterije, če se ne motim, 58 kWh, dvopogon, je to sploh beseda, dvokolesni pogon. Pri zmogljivostih tukaj govorimo o 125 kW največje moči, pol imamo pa še večjo baterijo, 77 kWh, no tukaj imaš pa pol v osnovi najprej zadnji pogon, pa koliko smo rekli, 286 konjev, ali pa 4x4 pogon, tam imamo pa pol opravka z 250 kW oziroma 340 konji. V najboljšem primeru z večjo baterijo in zadnjim pogonom ti lahko Explorer ponudi tam 600 km dosega. Zdaj, s temi številkami vemo, da je tako triki operirati. Veliko odvisno od tega, kakšni vozniki ste. Ampak meni v osnovi to pomeni, da 500-550 ne bi smela biti nedosegljiva številka. Veliko je seveda odvisen tudi od tega, kje se bo tisti Ford Explorer vozil in kakšen vozniški stil bo imel voznik in koliko bremenjen bo avto sam. S prtljago, z ljudmi. Meni je recimo všeč, da se je Ford potrudil, da mu je zagotovil prepoznavnost že na prvo žogo. To so seveda naredili z dizajnom, ki je pač takšen, kot je, za zapomniti. Markanten sprednji del, pa krepki boki, pa tudi zadek. Si še malo pogledamo zadek, pa Jure je prej rekel, da mu je tale nalepka všeč, ampak on bi imel tukaj black on black varianto. Sam pa ne vem več, koliko bi se jo videli. By the way, zdaj sem porajal, da se fura na kontinentalkah, valjda ekokontakt. Ekonomičnost v prvem planu, je res, zdaj pa kaj ćemo pogledati? Pa, če sem že omenil družinsko primernost, da ne rečem prikladnost, a ćemo pogledati prtljažnik. Če se jaz ne motim, Ford navaja prostornino kufra 450 litrov, kar ni ogromno, ampak zna biti pa dovolj ob pametnem pakiranju. Poglej, tale polica je zdaj spuščena v dvojno dno. Dvojno dno je seveda serijsko, lepa je, bom jaz kar takole z eno roko dvignil, da si boste lažje predstavljali, kako preprosto je to narediti. Pa tudi tale luknja tukajle, vidiš, za smuči je serijska. Zdaj, s temi prtljažnimi prostori je tako, številka 450 ni ogromna, ni velika. Je pa nehvaležno, tako kot pri porabi, ocenjevati prostornine prtljažnikov, razen zaradi takšnega spektra specifičnosti potreb. Kaj se je pa zdaj z nebom zgodilo? Je malo za leto? Kaj je s tabo model?
telefon neki malo po svoje računa. Prvo, kaj sem porajal, stari, ti imaš pa kljukco, a boš pa šla ven, punca, zdravo. Pa takole zahaklaš, seveda lahko to narediš tudi z nogo, če je usrana in spet pritisneš tukaj gumbek. Ok, ti bom pokazal, ko se je z nogo lahko zahakla, lej, samo nasloniš, pa jo gor odpeleš, evo. A zdaj pa čas, da si mi tega Explorerja pogledamo še od znotri, kot ponovadi, gremo v drugo vrsto, se najlepše vidi. Ok, tole je kokpit, kaj izstopa? No, za začetek tale zaslon, tukaj pridemo še do enega zelo zanimivega detajla, ki ga jaz še pri nobenem avtu nisem srečal, sicer pa razmeroma umirjena kabina, ki je lahko, prosim lepo, vrži oko na tale zgornji del armaturne plošče. A veš, kaj je to? A je kdo porajal to? A ni? A ste opazili? A ti veš, da v tem trenutku gledaš zvočnik? Tole je soundbar. Mimogrede, prostora v drugi vrsti je ogromno. Za noge, za glavo, mislim, razkošje. Pojmo naprej. Torej, vozniški delovni prostor, presekan volan na spodnjem in zgornjem delu, pač všeč mi je, zato ker to dodaje dinamiki kokpita. Sicer tole osnovno postavitev, vključno s stikalom za izbiro pomika smeri, že poznamo z Volkswagena. Tukaj je ta simpatičen majhen merilnik z vsemi ključnimi podatki. Na desno, ok, zdaj pa pridemo do zaslona. A ti pokažem najjači trik tega vmesnika. Mislim, poleg tega, da Sync 4 že dobro poznamo. Evo, v tem trenutku vidiš tudi porabo danes, oziroma od tam, ko smo štartali, 17,6 kWh na 100 km se mi zdi zelo razumna številka, glede na to, da smo se peljali tudi hiter. Zdaj pa, kaj sem ti hotel pokazati? A ti vidiš tole, kako se temu reče? Glavnem, tole spodaj ni tukaj samo zato, da ti naslonaš prstke, ki klele šlataš, pa nastavljaš klimo. Če tole primeš, lahko nastaviš, pazi zdaj, naklon zaslona. Opa, stari, to je pa kar... Mislim, a si že videl to, kakšno avtomobilu? Jaz še ne. Ok, imajo BYD unga, ki se zaslon iz položenega obrne v vertikalo, ampak tole je čist nekaj novega. Torej, ti se boš sam odločil, hočeš imeti pokončno fleho, ali bi rad, da se ti zgodi tole, pa da je malo manj intruzivna, kar se tiče to sploh slovenska beseda ni, da je malo manj moteča, kar se tiče same umestitve v kokpit. Pa še en bonus imamo, ne? Ker tukaj spodaj, stari, le imamo predal. A vidiš, Madonna, se temu lahko celo reče skrivališče, ker ti narediš takole, pa nekdo, ki se ne bi spoznal na avto, bog ne da je ulomil, pa prišel noter, ne mi reč, da se bo spomnil tole narediti. Najbrž ne, a? Vmesnik Sync 4 že dobro poznamo, jaz sem ga pogosto pohvalil, mislim, s Syncom se dobro poznam že od praktično prve generacije naprej, Ford ga zelo lepo nadgrajuje. Ambient tukaj noter, sedi se krasno, sedeži niso nagnjeni k športnosti s to blazno neko hudo oporo, ampak hudobju, in to jaz od takšnega avtomobila tudi pričakujem. Sam vmesnik po upravljanju je hiter, zanesljiv, veliko stvari si lahko prekličeš zelo hitro. Pa vozni programi, s katerimi razpolagamo, so seveda Eco, Sport, Normal pa Individual. Mi večino časa furamo kar takole. Ker sem objavil fotko tega avtomobila na Instagram, me je takoj nekdo vprašal, za Forde je značilno, da ima tukaj spredi frunk, oziroma neko sprednjo izvedenko prtljažnega prostora. Ne pozabite, zasnova tega avtomobila sem na začetku vloga povedal, odkje prihaja, kar pomeni, da tukaj noter ne boste najdli frunka. Frankie boy! Ampak boste najdli to, kar pač je običajno pri električnih avtomobilih. Tukaj spodaj se skriva elektromotor, neke ključne tekočine, ki jih avto nuca, da deluje tako, kot mora. Zapremo, gremo naprej. Pri sami vozni dinamiki je pa tako. Explorer na cesti je, ne bom lagal, nagnjen predvsem k udobju. To, tudi zaradi platforme, na kateri se pele in vzmetenja dela krasno. To smo konec koncev pohvalili že pri električnih Volkswagenih, tudi in predvsem pri ID.4. Explorer tukaj ni nič drugačen, kar dosti kilometrov sem s tem avtomobilom naredil. Vidim, da so se pri Fordu potrudili, da so mu vcepili malo svojega DNA, ki pa je neizbežno povezan tudi z dinamično vožnjo, ker na koncu dneva Fordi vemo, kako se morajo peljati. Dobro ali pa boljš, kot vsi tisti v segmentu, v katerih pač v tistem trenutku Fordov avto nastopa. Jaz ne vem, kaj ti rečem, stari. Meni je ta avto všeč, ker se mi zdi, da bi bil krasen daily, v primeru, da razmišljate o električnem avtu, da vam razmere, okoliščine to omogočajo.
Pa prej sem kazal ta skrit predal, ne, tukaj spodaj, zdaj pa tudi tukaj imamo, mislim, kupenega prostora, ogromen cup holder, pa 2 površini za telefon, mislim, luken, kakor češ. Tudi tale predal je prilagodljiv z zgornjo, pomično, odmično, pa pazi to lukno. What? Stari, do pol roke. V Fordu Explorerju, stari, lahko skriješ slona, pa ne bom ben opazil. Noro model. Toliko na hitrco o najbrž največji novosti, ki jo bo Ford letos pripeljal na slovenske ceste, pa še ceno sem dolžen. Zdaj tako, 48 800 ali koliko je izhodišče, ampak prvovozniku so se potrudili, ker na tisto državno subvencijo ti oni uspejo, čak, koliko je cifra? Da ne bom kaj narobe rekel, sem šel preveriti. To se pravi, Ekosklad, vemo, ti ceno iz 48 400, sem se prej malo zmotil, skine za 4 ure pa pol, pol ti pa Ford ob pogoju, vse tako je pa ponovadi, če se odločiš za njihovo financiranje, kar se mi zdi smiselno, butne dol ceno še za dodatne 3 ure, kar pomeni, da smo kar naenkrat iz 48 400 prišli na koliko? Švoh 40. Zdaj pa, glede na velikost, namembnost, glede na pogonsko ponudbo, se mi to zdi za osnovnega, mislim, gibamo se tam, kjer se gibajo konkurentje. In to je pa že kar v redu stvar. In to je to. Ford, čestitke ob novi pridobitvi. Pa še enkrat, zelo mi je všeč, da ste bili tako, mislim, da ste se zavzeli za to, da je Modri oval Slovenijo zbral za predstavitev tega avtomobila. Krasno. Jaz ga pa prvič peljem na Danskem, kako se hecen svet vrti. Takrat nisem utegnil, pa sem zdaj prišel na svoj račun. A veš, kaj si sam želim, da bi si tukaj v Tanisu, da bi si na Danskem lahko za vsak avto vzel toliko časa, da bi lahko posnel en dolg vlog ali pa en tak kratek predstavitveni vlog, ker je bil tale, ampak preprosto ne gre. Zdaj sem ujel 15-20 minut, da sem vam tole pokazal, pa posnel za ostale, pa bomo videli. Za ene si bom lahko trgal čas, za ene pa premal. A veš, tukaj vozimo toliko enih avtomobilov, Sebastianu bomo tudi malo pomagali pri odločitvi z izkušnjami pa znanjem, ki ga imamo tudi mi trije, smo ga v tem času že kar nekaj akumulirali. To je to! Kva moramo še vse narediti? Danes moramo podcast na plaži posneti na to blebečem. Folk, lepo se imejte. Ajde, čau.